Sem Camlek Aleksander, za prijatelje in znance Sašo. Sem profesor na gimnaziji, učim informatiko in matematiko, drugače pa sem diplomiran matematik. Univerzo sem končal v Ljubljani, kjer sem preživel tudi študentska leta. Moram reči, da so bila zabavna. Takrat sem se tudi prvič srečal s politiko, ko smo z bivšo ZSMS prebijali te trde okope socialističnega sistema. Sodeloval sem v vseh teh akcijah, ki so se takrat dogajale, pri žaganju štafete, na shodu v podporo četverici in tudi na ustanovitvi prve slovenske stranke, Slovenske demokratične zveze. Moram reči, da mi takrat nekako ni bilo všeč to desničarstvo in nacionalizem, ki sem ga začutil med udeleženci tega shoda, zato sem takrat zapustil to zborovanje. In logična posledica tega je bila, da sem se priključil nekomu, ki je bil bolj liberalen in bolj odprt za vse. V tem času se je ZSMS preimenovala v Liberalno-demokratsko stranko in Janez Drnovšek je postal njen predsednik. Zelo sem ponosen na to obdobje, ki smo ga skupaj preživeli z Janezom Drnovškom, z Jožefom Školčem in še drugimi. Takrat smo popeljali Slovenijo v Evropsko skupnost, tudi v osamosvojitev, dobili smo evro, ampak kot vse stvari v življenju, vse lepo ne traja neskončno in tudi LDS se je počasi utrudila in se poslovila. Ob koncu LDS sem sklenil, da se ne bom več aktivno ukvarjal s politiko. Pa vendar me je povabilo Pozitivne Slovenije, naj se jim pridružim in kandidiram na njihovi listi za državni zbor, spet premamilo. V meni se je prebudil zon politikon in spet sem se začel držati starega načela. Če ne moreš nekaj pomagati, potem nimaš tudi pravice na koncu kritizirati. Zato sem se odločil, da kandidiram na tej listi Pozitivne Slovenije na volitvah za državni zbor, na teh predčasnih volitvah. Seveda ni bil to edini razlog. Predvsem me je prepričal njihov program in tudi v predsednika zaupam. Program ima dve bistveni točki, ki mene zanimata, in sicer to, da spoštuje vsako delo, delo tistih v gospodarstvu in delo tistih v javnih službah. Še bolj pa me je prepričalo to, da je treba oživiti podjetja oziroma rešiti iz stečaja podjetja, ki so že v stečaju. Saj to ni naša posebnost, a ne, tudi Amerika tako dela. General Motors so po enem dnevu odkupili stečaja in ohranili vsa delovna mesta. In zakaj mi tega ne moremo? Zakaj se tako podrejamo v Bruslu, da tega ne moremo narediti? Zato rabimo nekega politika, ki ima toliko lastnega ega, da se bo znal tudi Bruslu postaviti po robu. In kje je tu moje mesto? V življenju sem delal večinoma v gospodarstvu, pa tudi javna uprava mi ni neznana. Kar nekaj časa sem bil podpredsednik izvršnega sveta občine Slovenj Gradec in politične tehnologije sem se učil pri najboljšem županu v Slovenj Gradcu, gospodu Janezu Komlancu. Ta me je naučil, niso važni ministri, važni so uradniki v drugem in tretjem rangu, tisti, ki pripravljajo papirje, tisti, ki delijo denar. In ravno to imam namen narediti, ko bom v Ljubljani. Za naš Slovenj Gradec, za našo regijo bom spostavil te povezave in na tak način pomagal naši regiji, da reši te probleme, ki so v glavnem povezani z povezavo in z nezaposlenostjo. Povezavo bomo rešili z tretjo razvojno osjo. Začeli bomo graditi v 12 mesecih. Nezaposlenost starejših, se pravi srednje generacije, jaz pravim temu izgubljene generacije, ki je izgubila delo ali životari s 500 evri na mesec, bomo rešili z odpiranje delovno intenzivnih podjetij iz stečaja in odkoderkoli. Saj nismo vsi inženirji in visoko izobraženi kadri, da bi lahko delali z računalniki. Za mlade pa je moja ideja naslednja. Mi starejši dajmo sprejeti prostovoljno skrajšan delovni čas in tako zagotovimo delo mladim. To bo prineslo 3 dobre reči. Za državo ne bo obremenilno, mladi bomo omogočili zaposlitev in tretje, omogočili bomo prenos izkušenj na mlade, da bodo lahko začeli delati.
In ne pozabimo, na koncu bomo mi upokojenci in mladi morajo delati za nas.